Spoštovane občanke in občani občine Kranjska Gora, lep pozdrav. V ponedeljek bomo vstopili v 8. teden boja z našim sovražnikom, ki se imenuje koronavirus. Res neverjetno, kako hitro sta minila 2 meseca, odkar je slovenska vlada razglasila epidemijo, in od takrat se je dogajalo marsikaj. Včerajšnji dan se je vlada odločila tudi za nov ukrep, in to je odpiranje občinskih meja. Z tem novim ukrepom vsekakor prihaja znak, da zmagujemo v boju proti tej bolezni. Vsekakor pa ni končan in tukaj bi rad opozoril, da kljub temu, da od danes velja prehajanje občinskih meja brez vseh zadržkov, seveda vse drugo še vedno tako, kot je bilo prej. Ta uporaba in zadrževanje na javnih prostorih naj bo seveda zmerna. Občanke, občane naprošam, da kljub vsemu ravnajo samozaščitno. Seveda tukaj bi predvsem tudi apeliral na naše goste, na obiskovalce, tudi seveda na lastnike sekundarnih bivališč, tako zvane vikendaše, ki bodo preko prvomajskih praznikov v veliki količini prisotni v naših krajih, da se držijo navodil seveda vlade in tudi lokalnih skupnosti, da se ne zadržujete na obljudenih krajih, na turističnih točkah v velikih množicah, da spoštujete distanco, da seveda tudi spoštujete število ljudi v skupinah, ki naj ne presega 5. Kljub temu, da je prvomajski čas tradicionalno čas piknikov in druženj, vas pozivam, da letos kljub vsemu še zdržimo in se ravnamo samozaščitno ter tako pomagamo skupaj predihati to našo skupno borbo proti virusu COVID-19. Kljub temu, da je mejni prehod z Republiko Italijo odprt, potrebujete seveda dovolilnico za gibanje na italijanskem teritoriju in dovolilnico lahko dobite na občini Kranjska Gora v sprejemni pisarni, seveda samo ob predložitvi vaših potreb, tako delovnih kot seveda gospodarskih, in z to dovolilnico, ki jo vzamete s seboj v avto, lahko v bistvu prečkate italijansko ozemlje v smeri mejnega prehoda Kokav proti Avstriji in tudi v smeri mejnega prehoda Predil preko Rajbla v Soško dolino. Obveščeni smo bili, da se žal mejni prehod Podkoren odpira najprej 15. maja oziroma kasneje. To pomeni, da se bomo še zmeraj mogli gibati v smeri Avstrije, preko mejnega prehoda Karavanke ali prej povedano z dovolilnico preko mejnega prehoda Rateče. Ob zdajšnji situaciji seveda moramo na stvar gledati pozitivno, tudi ob prihajajočih dneh, ko se bo število turistov in dnevnih obiskovalcev v Kranjski Gori povečalo, ostanimo strpni, kajti vemo, da v občini Kranjska Gora 58% vseh zaposlitev
izvira iz turizma in iz turizma povezanimi dejavnostmi, tako da, dragi domačini, dragi občanke in občani, bodimo strpni. Vse vemo, da v bistvu vsak turist, ki se obeta v letošnji sezoni, vsekakor nam pomeni tudi dodaten zaslužek. Se pa zavedamo, da bo tudi občina Kranjska Gora, občinska uprava, vse njene službe naredila vse, da se v občini in na ozemlju občine Kranjska Gora v prihodnosti začne odvijati predvsem zelo drugačna zgodba, ki smo jo zdaj v bistvu tudi začutili in ki vemo, da jo moramo speljati. Kajti narava nam je sama pokazala, da je bilo vse to, kar se je dogajalo, preveč in da je treba ukrepati in v bistvu zajeziti ta množični pohod, nekontroliran pohod po vseh naših najlepših delih. Tako smo z občinsko upravo, z mojimi podžupani in seveda tudi z vsemi službami začeli pripravljati nabor ukrepov, ki jih bomo tudi predlagali na Vlado Republike Slovenije, predvsem Ministrstvu za infrastrukturo in seveda tudi Ministrstvu za okolje in prostor. V tem naboru bodo predvsem umirjanje gibanja po teh naših najbolj atraktivnih in obleganih točkah, po alpskih dolinah, po območju Triglavskega narodnega parka, pa seveda prelazih Vršič. Moramo povedati tudi, da so zmeraj bolj obremenjene področja Karavank, kmetijske seveda površine in predvsem s preventivo in z opozarjanjem, seveda pa tudi nekje z restriktivo, z zapiranjem področij in z pobiranjem vstopnin, parkirnin, se želimo izogniti temu prekomernemu obremenjevanju okolja. Vsekakor si želimo, da nas tudi vladne pristojne službe in ministrstva tukaj podprejo z občinami v Triglavskem narodnem parku, v katerem sodelujemo in nas je včlanjenih 10 občin. Imamo nabor projektov v širšem pomenu besede že sestavljen, sedaj pa se bomo tega lotili v bistvu na občinski ravni tudi v občini Kranjska Gora. Želel pa bi poudariti, da kljub temu, da je Kranjska Gora izrazito turistična občina, da je prehajanja turistov in seveda tudi gostov v naših krajih veliko, da smo kljub temu uspeli v tem času borbe proti koronavirusu ohraniti res lep rezultat, da smo kljub temu, da smo na meji z v bistvu žariščem z Italijo, kar lepo vzdrževali število okuženih in da predvsem v naših večjih ustanovah, tukaj mislim predvsem na Dom Viharnik, ne glede na vse tudi na šole na začetku in na vrtce, da smo uspeli v bistvu ohraniti to neokuženost in da ne zaznavamo obolelih oseb v teh zavodih. Tukaj res se moram zahvaliti medicinskemu osebju in vodstvu Doma Viharnik, ki je danes spet začelo z obiski. Tukaj je res v bistvu neka odrešitev, da se gre lahko mogoče tudi samo na vrt, na obisk svojemu bližnjemu, k znancu. Ti ljudje so bili kljub vsemu 2 in več meseca odrezani od socialnega življenja, od svojih najdražjih in današnji dan je sigurno neka odrešitev. Jaz verjamem, da se počutijo dobro in da se
tudi v prihodnje ne zgodi kakšna okužba. Tukaj moram pohvaliti tudi naše fante s komunale, seveda tudi policiste, civilno zaščito, pa gasilce, vse prostovoljce, ki so delovali pri prevozih, pri deljenju teh paketov z živili. Tukaj moram predvsem pohvaliti Društva upokojencev in Društvo invalidov Kranjska Gora, pa seveda, kot sem že rekel, predvsem policiste, ki so 24 ur bedeli nad nami in seveda tudi nad gibanjem ljudi v naših krajih. Seveda pa tudi v bistvu moram se dotakniti ukrepov vlade, ki kljub vsemu, da so bili do določene mere rigorozni, še zdaleč niso bili primerljivi z našimi sosedi, ne Italijani, ne Hrvati, Srbi, mogoče tudi Španci, Francozi. Vse te države so imele ukrepe precej strožje. Gibanja skoraj med v bistvu prebivalci ni bilo možno. In tukaj pač jaz mislim, da je Slovenija bila na pravi poti in da smo sprejemali vsi skupaj prave ukrepe. Tukaj samo želim, da se držimo še naprej te poti in da smo čim prej vsi izven te nevarnosti, da tudi vkolikor v bistvu bi se ponovil ta grozeč drugi val, občina Kranjska Gora in civilna zaščita ima zadovoljivo število opreme in pripomočkov za boj proti koronavirusu, tako da občina Kranjska Gora, kljub temu, da so bili problemi ne samo na lokalnih nivojih, ampak tudi na državnih nivojih, kot ste to in še slišite vsak dan po naših v bistvu socialnih medijih in tudi po televiziji, radiu, da smo uspeli nabaviti opremo in da je skladišče civilne zaščite polno. No, tukaj se moram zahvaliti tudi mojim sodelavcem iz občine Kranjska Gora, ki so tudi v tem času koronavirusa oziroma epidemije skrbeli za pomoč in usmerjanje občanov, ki so potrebovali usluge občine Kranjska Gora. Tudi Turizem Kranjska Gora bi tukaj rad pohvalil, ker je svojo inovativnostjo, z svojo v bistvu avantgardno miselnostjo uspel spraviti in v bistvu kljub tem časom še dodatno spromovirati občino Kranjska Gora preko teh 3 produktov, ki so se v teh večerih, ko nismo imeli kam iti, izredno dobro prijeli. Sami ste sigurno opazili na lokalni televiziji ATM in seveda tudi preko socialnih medijev te zgodbe s kavča, ki nam jih lepo pač še zdaj tudi predstavlja naš Matjaž Podlipnik iz Slovenskega planinskega muzeja, pa koncert iz kavča, kjer je Turizem Kranjska Gora lansiral v celo slovensko javnost preko socialnih medijev tudi razno razne izvajalce oziroma glasbene skupine, DJ-je ter druge izvajalce. In nenazadnje tudi akcija Kuhajmo lokalno, kjer so lastniki in lokalni kuharski mojstri pokazali vsej slovenski javnosti tradicionalno kuhanje naših slovenskih jedi. Najlepša hvala za pozornost in seveda želim vam lepe praznike in predvsem veliko zdravja v mesecu maju. Hvala.